Gospe in gospodje, dobro jutro. Če ravno prihajam z majhne slovenske morske obale, vam danes prinašam veliko sonca. In kljub temu, da smo novembra, bi glede na prisotnost naše gospe ministrice lahko rekli, da smo maja. Kljub temu pa priznam, da so tudi temperature pri nas dokaj hladne, čeprav je na tem delu Slovenije običajno silno vroče. Ko me je gospa Zvonka prijazno povabila k sodelovanju, sem bil počaščen, pa hkrati v zadregi, ker sem se vrnil nazaj v rano otroštvo, ko bi se mi verjetno besedna zveza izobraževanja odraslih zdela bistroumni nesmisel. Namreč, kaj za vraga se imajo pa odrasli še za izobraževati? In nekako v duhu Pike Nogavičke bi potem verjetno rekel, to je še en dodaten razlog, da ne želim odrasti, da želim pojesti čarobne kroglice pregalk, da nikoli ne bom velik, kajti očitno se bom mogel vse skozi učiti še potem na stara leta. Ampak, ko sem odrastel, tudi sam, in kot vidite, ker je moderno, si lase barvam na sivo, da delujem bolj modro, sem nekje prebral zanimivo misel Marka Twaina, ki je dejal približno takole. Ko sem bil star 14 let, je bil moj stari res en velik bedak. Zdaj sem 21. Neverjetno, kakšen napredek je naredil v teh 7 letih. In res je, tudi sam to doživljam vedno znova, vedno manj je starejših bedakov in vedno bolj mi je jasno, da pravzaprav nič ne vem, da naj ta proces traja vse skozi in še onkraj, če kaj obstaja onkraj. In tu se spomnim šale, ki si jo pripovedujejo raziskovalci, morda ste jo že slišali, nanaša se pa na Kitajsko, na nastajajočo ali pa že kar prisotno svetovno velesilo. Namreč povsem običajno je bilo včasih reči takole, bil sem en teden na Kitajskem, na kakšni konferenci, v olimpijadi, karkoli drugega in zagotovo lahko napišem fantastičen blog o mojih pestrih izkušnjah. Potem gremo na Kitajsko za 1 leto, pa že mislimo, da lahko napišemo najmanj znanstveni članek, če ne monografijo. Potem smo pa na Kitajskem 10 let in ugotovimo, da nimamo pojma, zato je boljše, da smo tiho. Tako da sem v bistvu v zadregi, kaj bi lahko pred tako eminentnim gremijem danes povedal, ampak vendarle sem pedagog, malček političnimi izkušnjami tudi v gospodarstvu, zato bom povedal tisto, kar iskreno mislim, pa se že vnaprej upravičujem, če bom zivnil kakšno bedasto, to, da je človek odrasel in si v last še ne pomeni, da ima vedno prav. Mogoče nekaj besed o naslovu. Prvo, zakaj 12 pred 12? Vsi poznamo skorajda floskulo, da je ura 5 pred 12, zato je treba nekaj hitro narediti. Prepričan sem, da gospa ministrica to dostikrat sliši, zlasti iz vrst opozicije. Ne zavlačujte, tako in tako je že prepozno. Sam sem tule malce plagiatorski, ampak ne povem takoj v obrambo, da sem tale naslov prepisal iz svoje knjige. Pomeni, da se mi 3/4 oprosti. Zakaj 12 pred 12? Številka 12 je število popolnosti. Torej 12 evropskih zvezdic ne predstavlja 12 ustanovitvenih članic, ker jih ni bilo 12, jih je bilo samo 6, lahko bi rekli krat 2, ampak ni nobene povezave. Gre za popolnost v duhu 12 apostolov, 12 dnevnih nočnih ur, 12 mesecev, 12 velikih Heraklejevih del, pa še kaj bi se našlo. In želel sem s tem naslovom simbolično vnesti nekaj optimizma. Namreč imamo 12 časovnih enot do bodisi poldneva ali polnoči.
Teh 12 časovnih enot verjetno ni samo 12 let, je 12 desetletij, 12 stoletij, bojim se, da ne več 12 tisočletij. In v tem času imamo pravzaprav zadnjo možnost, da nekaj storimo, da se izkopljemo iz te civilizacijske bivanjske krize, ki je večplastna. Če bomo ukrepali od posameznika do skupin, potem bomo dočakali poldne, ko je sonce na najvišji možni točki, ko celo lahko ugotovimo, kje je sever, da si pokažemo smer, v katero bomo šli, ko je čas za slasten obed, pa morda za popoldanski počitek, skratka vse je lepo, sončno in pozitivno, kot recimo maja, sredi maja, da ne bom zdaj pretiraval s komplimenti, ne? Če pa ne bomo ukrepali, se nam pa lahko dogodi, da bomo doživeli polnoč, ko se začne čas čarovnic, vampirjev, zliduhov, skratka vsega slabega. In čeprav se ta trenutek dozdeva, da smo bliže polnoči kot poldnevu, naj rečem tako, upanje umre pred zadnje, ker potem gremo še mi, če ni več upanja. Zakaj pa drugi del stavka ali vedoželjnost kot civilizacijska logika? Skušal bom dokazati, da je ravno holistična vzgoja, katere bistvo seveda je vedoželjnost, torej iskanje, nenehno iskanje nečesa novega, tisto, kar nas morda lahko odreši. Veste, ne želim pretirano veliko energije porabiti za to, v kakšni krizi smo, ker potem seveda vam pokvarim preostanek dneva, ampak dejstvo je, da je to stanje, kjer bi lahko mirno črko T spremenili v R. Ne vem, če ste seznanjeni, da je tuberkuloza, sušica jetika, še vedno najpogostejša resna nalezljiva bolezen. Približno tretjina človeštva boleha za to boleznijo. Vsako leto se na novo naleze okoli 9 milijonov ljudi in 2 milijona umreta vsako leto, še vedno zaradi tuberkuloze. Odtod ta metafora, namreč trdim, da človeštvo pesti še hujša bolezen, to je jetičnost, pomanjkanje etike, nekaka duhovna, družbena tuberkuloza. Zakaj? Zaradi globalnih in lokalnih vzrokov. Globalnih vzrokov je toliko, da bi lahko tule govoril do večera, pa še kakšen dan več. Naj nekako še vedno pietetno ob tragičnih pariških dogodkih spomnim na še hujši pripetljaj, ne pripetljaj, na še hujšo katastrofo. Američani jo popularno, seveda z veliko grenkobo, izgovarjajo kot 9/11, torej 11. september 2011, ko je v terorističnih napadih na 4 koncih Združenih držav Amerike umrlo približno 3000 ljudi. Ampak veste, prav na ta dan, pa potem 12. septembra, pa prej 10. septembra in tako naprej, sleherni dan na svetu zaradi revščine in drugih razlogov, ki izhajajo iz revščine, umre približno 30 000 ljudi, od tega 24 000 otrok. In na eni strani velika Amerika zmeče milijarde dolarjev v tako imenovani boj proti terorizmu, koliko denarja pa nameni za saj lajšanje problema revščine, iz katere pravzaprav izhaja vse. Od terorizma do drugih problemov, ki tarejo naše človeštvo. Lester Brown je pred nekaj leti dokazal, da bi za približno minimalno odpravo revščine
potrebovali 190 milijard ameriških dolarjev letno. To deluje ogromna številka, ampak če vam povem, da je bila to pred 10 leti samo šestina svetovnega orožarskega proračuna, je to, kot bi Američani rekli, peanuts. Ni nič, pa tega denarja ni. In če že govorimo o boleznih in etičnosti človeške družbe, potem trdim, da je najhujši virus človeštva denar. Papež Frančišek je rekel, da gre za hudičevo seme. Pa čeprav denar potrebujemo vsi. Ampak če ugotovimo, da je v rokah približno 1% človeštva pretežni del svetovnega kapitala, da nam diktirajo življenje transnacionalna podjetja, potem seveda se moramo resno zamisliti, kaj je narobe. Mnogi avtorji o tem pišejo, zagotovo jih bolje poznate kot jaz. Naj spomnim recimo na Pikettyja, Kapital, Naomi Klein, recimo Doktrina šoka in mnogi drugi, Grebner in že Fukuyama, pa recimo tudi drugi. Ampak posebej bi rad izpostavil harvardskega profesorja Michaela Sandla, ki se sprašuje, kje so moralne meje trgov. To se mi zdi zelo zanimiv pristop, namreč našteva primere, ki so res še za ameriške razmere drastični. Recimo, ali ste vedeli, da je možno z denarjem kupiti vrstni red pri različnih oblikah čakanja, ne samo na letališčih. Če ste potovali z Ryanairom, veste, kako to gre. Je zastonj, ampak potem pa kupiš dodatno za boljši sedež, pa za priority, prejšnje vkrcanje in tako, in potem prideš do absurdne situacije, da je recimo v vrsti, kjer je prioriteta več ljudi kot v tisti vrsti, kjer so tisti, ki tega niso kupili. Da je povsem normalno, recimo, če želite iti na dobro gledališko operno predstavo v Metropolitansko opero, da lahko najameš človeka, ki namesto tebe stoji v vrsti za dobre vstopnice, če jih že nisi sposoben dobiti na kakšen drug način. Da je možno dokupiti boljšo zaporniško celico, da je možno oddati tako rekoč katerikoli del človeškega telesa za reklamiranje, da določena ameriška podjetja zavarujejo življenjsko svoje delavce in seveda ob njihovi smrti mastno zaslužijo, s tem, da očitno nimajo te varovalke, ki jo imamo mi, namreč pri nas, hvala Bogu, in ko rečem pri nas, ne samo v Sloveniji, ampak nasploh v Evropi, v kontinentalnem pravnem sistemu, ni možno skleniti življenjskega zavarovanja, če se s tem zavarovanec ne strinja in tega ne podpiše. Pri zdravi pameti, če seveda to naredi na kakšen drug način, potem imamo najmanj opravka zavarovalno goljufijo, ki pa je kaznivo dejanje. Tudi očitno ni nič nenavadnega v Združenih državah Amerike, pa morda tudi kje drugje, da tisti, ki imajo denar, odkupijo življenjske pa nezgodne police od smrtno bolnih ljudi, ki so pripravljeni seveda dobiti nekaj denarja vsaj prej, potem pa lahko investitorji, v narekovajih nemoralni investitorji, iz tega naslova bogatijo. No, na misel mi pride recimo še en tak drastičen primer, namreč morda tudi pri nam. Dokaj popularno je v teh prazničnih časih, če jih lahko sploh tako poimenujemo, da si podarjamo tako imenovane darilne bone. No in glejte, kaj so se spomnili. Recimo, otroku starši podarijo darilni bon za 50 €, da si bo kupil kakšno dobro knjigo. To je namenski darilni bon. Seveda, prvo je treba otroku sploh razložiti, kaj je to knjiga. Elektronsko morda bi že še poznal, kaj pa je to tisto, kar nekaj šumi, ko ima celo von in tridimenzionalno obliko. Ampak glej ga zlomka, potem se pojavi določen investitor, pa pravi temu otroku, jaz ti odkupim ta bon za 30 €.
In seveda otrok bo rekel, krasno, ne, za teh 30 evrov dobim marsikatero igrico in potem junake, ki v teh igricah nastopajo, ta investitor pa potem ta bon proda naprej za 43 evrov in tako naprej in tako naprej. Tudi to je možno. Ali pa recimo primer iz knjigotrštva, verjetno vsi poznate Dan Browna in njegove take sionistično-mistične uspešnice. Še sam sem več ali manj prebral vse knjige, kot taka boljša plaža literatura, moram reči, ne, compulsory page turner, ampak ko sem zvedel, da recimo njegova knjiga stane 20 evrov na Book Depository, kje drugje, ampak če jo pa želiš s podpisom, stane pa 75 evrov, se mi zdi pa malo za malo. Ko smo že pri damah, legendarna Shirley MacLaine da knjigo s podpisom za isto ceno, kot je knjiga brez podpisa. Jih imam nekaj doma. Pa je Shirley MacLaine. Verjetno se bomo nje spominjali tudi čez 50 let. Vprašanje, če gospoda Dan Browna. No, teh primerov je še veliko. Knjiga je bila prevedena tudi v slovenščino, ampak gospod Sandel navaja dva poglavitna pomisleka zoper takšno trženje, ki posega v moralne sisteme. Namreč prvi pravi, da gre za diskriminacijo, drugo pa, da gre za korupcijo. Pa bom povedal, zakaj. Namreč, če damo na trg vse, od otipljivega do neotipljivega, potem zopet diskriminiramo tiste, ki imajo manj denarja. Logično. Še šport, pravi Sandel, ki bo vedno na voljo vsem ljudem, celo v starem Rimu je veljalo kruha in iger, ko so šli v Kolosej, so bili vsi enaki, cesarji in občinstvo, razen tistih nesrečnikov, ki so bili v sami areni, izpostavljeni gladiatorjem ali pa divjim živalem. Danes je povsem normalno, se mi zdi, da tudi že pri nam, da recimo lahko podjetja najamajo ali celo kupijo lože, tako imenovane VIP prostore, pa so zopet tudi simbolično nad vsemi ljudmi. To ni prav in neka raziskava dokazuje, naprimer, povezavo, korelacijo med lastniki večjih in dražjih avtomobilov, zlasti tistih na 4-kolesni pogon, saj veste, čim večji je, pa pustimo ob strani komplekse, toliko bolj pomemben sem, ne? No in ta raziskava je pokazala, da je bistveno manjša verjetnost, da bo lastnik takšnega avtomobila na prehodu za pešce prijazno ustavil pešcu, kot tisti, ki imamo ali imate manjše avtomobile. No in drugi pomislek, ki ga navaja Sandel, je pa pomislek koruptivnosti določenih dobrin, ki nikoli ne bi smele biti na trgu, pa vendarle so. Vse to, vidite, vpliva na etičnost z globalnega vidika. Seveda so pa tu še raznovrstni lokalni razlogi, ki jih v dolini Šentflorjanski ne primanjkuje. Saj veste, ta zloglasna polpretekla zgodovina, naši, vaši, rdeči, beli, kodrlajsasti, partizani, domobranci, zdi se, da ne velja več Hobbesov izrek, da je človek človeku volk, ampak še hujše, človek človeku je Slovenec. In to nas seveda pesti. In kljub temu, da bi bili lahko krasna butična državica, imamo te probleme. Nekaj let nazaj smo lahko rekli, a sej ne morete pričakovati od nas, da se bomo obnašali odraslo, ker še nismo polnoletni. No, zdaj smo že krepko polnoletni, po vseh standardih, pa se te problemi še vedno nadaljujejo. Torej, vprašanje je, kaj storiti. Ali obstaja kakšno zdravilo, seveda ne mislim panakeje, ki bi ozdravila vse te gobe, ampak vsaj nekaj, da bi se primaknili iz tega nesrečnega stanja. Zdravilo, po moje, je sožitje. In nič novega, kar ne bi poznali že najmanj 2500 let. Iz antičnih časov, profesor Novak je recimo pa idejo
antično vzgojo opredelil kot sintetični koncept oblikovanja telesnih in duševnih vrlin svobodnega meščana polisa. Kot veste, je Platon govoril, kdo bi smel voditi državo, naj bi bili to najboljši čuvari. In mimogrede, celo Platon govori o čuvarkah 2500 let nazaj, uporablja žensko obliko samostalnika, ki naj bi seveda državo vodili tako, kot si ljudje pričakujejo, torej v imenu ljudi. Mimogrede, in ministrica bi verjetno pritrdila, beseda minister originalno pomeni služabnik ljudstva. Mnogi žal tega ne upoštevajo. Zato se sprašujem, kaj se je pa danes zgodilo s to antično pa idejo, z vzgojo, vedoželjnostjo in ustvarjalnostjo. Občutek imam, kot da zadnjih 60-70 let vzgojo izrivamo skozi vrata katerekoli institucije, ki naj bi se s tem ukvarjala. Bodi si s pretvezo, da je preveč religiozno, cerkveno obarvana, bodi si zato, da naj bi bila preveč socialistično, komunistično in bog si ga vedi, kaj je še vse, podjarmljena in jo ni. In jo je premalo. Zato bi sam tudi izobraževanju odraslih dodal tudi vzgoja. Za vzgojo nikoli ni prepozno. Veste, če bi mislil, da vzgoje ni več na univerzi, potem pravzaprav ne bi imel kaj delati v predavalnici. Moji študenti, bruci, so stari tam nekje 19 let. Seveda pridejo takšni, kot jih je naredila okolica, družina, ki in tako doživlja krizo, pa tudi okolje, ampak nikoli ni prepozno. Zopet bom rekel, upanje umre pred zadnje. In če mi uspe enega, dva študenta v letniku razsvetliti, da ne bom rekel spreobrniti, da bi recimo poslušala takšnim litanijam, kot jih zdajle govorim, etika, morala, vrednota, pa jim bom rekel, se bom poigral besedno, pa bom rekel, veste, vrednota bi bila lahko nota, ki spravlja v red. Ampak žal, če se zopet v tem duhu igramo naprej, besedno bi lahko rekli, ja, govorimo o morali, ampak v te morale je vedno več more, ki ostaja med nami. In sprava bi morala biti bistveno več kot samo beseda brez črke s, prava. Ja, ampak nekaj je treba v tem duhu narediti. Zato postavljam morda provokativno hipotezo, zlasti tistim, ki prihajate z pedagoške fakultete. Mislim, da pravo humano vprašanje ni, kdo je najbolj nadarjen in kako ga lahko spodbujamo, ampak kaj odlikuje slehernika in kako lahko različne talente združimo v simbiotično celoto. Na tem mestu bi vam rad povedal kratko anekdoto, v kateri piše Jorge Bucay, argentinski psihiater in še bolj znan pisatelj. Opisuje, in zopet je primeren čas, martinovanje je za nami, ampak opisuje deželo vinorodno, kjer je živelo 15.000 ljudi in kjer ni bilo nobenih davkov. Doktor Mramor bi se zdajle kar zgrozil. Ampak kot pravijo, še vedno je bolj strokovnjak kot politik, tako da bi morda prisluhnil. Namreč davkov ni bilo, ampak kralj je ugotovil, da ima vendarle določene stroške z infrastrukturo, socialo in tako naprej. Zato je na podlagi nasvetov od svojih modrijanov sklenil, da bo uvedel vinski davek, namreč po martinovanju naj bi sleherni državljan prispeval liter svojega vina v ogromen 15.000 litrski sod. To vino bi pa potem prodali drugim državam in z izkupičkom financirali tisto, kar imajo za financirati. No, in dejansko dogodi se velik praznik, prihajajo od vse posod, vsi prispevajo svoj liter vina. No in potem, ko se je ta del procesije končal, pravi njegovo veličanstvo nekemu svojemu opažu, no,
zdaj mi pa prinesi kozarec vina. In on pride tja in veličanstvo nazdravi vesoljnemu občestvu in srkne požirek. No, za razliko od mene, ki mi prav prija tale voda, je bil on šokiran, namreč bila je voda. Kaj se je zgodilo? Slehernik je razmišljal takole: dobro, prispevati moram v 15.000 litrski sod, letos je bila malce slabša letina, bom jaz prinesel kar vodo. Kdo bo pa to opazil? Saj bo tam še, 14.999 litrov vina in tako naprej. Žal je vsakdo tako razmišljal. In meni se zdi to krasna poanta, kako pomembno je ravnanje posameznika. V dobrem ali v slabem. Holistično pedagogiko, kot mogoče nadaljevanko tistega, o čemer je pisal France Pediček, mnogi ga spoznate po fotografiji tule, sem sam poskušal razložiti 6 vrlinami ali pristopi: vse prisotnost vzgoje, psihofizičnost, etičnost, še posebej poudarjeno, pestra združenost, interdisciplinarnost in pa prirodnost. Pa si poglejmo posamične. Vse prisotnost. Izobraževanje in vzgoja morata biti temeljna pravica ne samo otroka, ampak tudi odraslega. To bi moralo biti kar lepo zapisano. Imamo številne mednarodne konvencije o človekovih pravicah, pravzaprav prvo verzijo se spomnite že iz časa francoske revolucije, 1789, recimo deklaracija o človekovih in državljanskih pravicah, potem pa po drugi svetovni vojni celo eksplozijo. Saj je tudi izobraževanje omenjeno, ampak ne na takšen način, kot recimo tudi nekatere druge pravice, ki danes delujejo še kako pomembne. Recimo pravica do vode, če smo že pri vodi, ali pa pravica do sreče. Boste rekli sreča, kaj pa je to sreča? Pavček bi dejal, da to ni nekaj v daljavi ali pod palcem v žepu skrit zaklad, da je sreča, da se delo dobro upravi in da imaš nekoga rad. Ampak ta sreča je napisana izrecno kot pravica v deklaraciji o ameriški neodvisnosti. Saj si vsi želimo biti srečni. Če pogledamo poprek posamezne vere, ja, kaj pa je drugega kot netrpljenje, izogibanje netrpljenja? Recimo budisti to še toliko bolj poudarjajo, ampak vsem je to cilj. Zato pravim, da bi to morala biti temeljna pravica in ne samo pravica na papirju in ne samo pravica, ki jo bi morala vsake toliko časa potrditi in zagotoviti Evropsko sodišče za človekove pravice. Pediček je antično pa idejo in pravzaprav bistvo vsega fenomenalno razložil na takšen način. Pravi, da bi sodobna pa ideja morala biti vzgoja v najširšem pomenu besede in najprej funkcija človeka z namenom učlovečevanja, šele potem funkcija ideologije, politike, družine, države, civilne družbe in tako naprej. Tisti, ki ste starejši, verjetno veste, da ga je to stalo kariere. Ta izjava, seveda malce bolj podkrepljena, kajti kako pa v tistih časih nekaj ni bilo funkcija ideologije, se je moralo biti vse funkcija ideologije. Ampak tu in tam imamo občutek, da se nič kaj bistvenega ni spremenilo, samo da je danes več ideologij. Pa moraš ugotoviti del, katere moraš biti, funkcija katere. Vzgoja bi morala trajati tako rekoč od zibelke, pa vse do odhoda v onstranstvo, namirno, nočem uporabljati tisto gršo besedo nas, na klasičen in digitalni način. Ne smemo v nič dajati internet, splet in vse tako, čeprav
imamo tisti, ki nismo več otroki v smislu pika nogavičke, včasih težave z vsemi temi pametnimi telefoni in spletnimi stranmi in takšnimi in drugačnimi digitalnimi pristopi. Ampak, kot smo že prej videli, EPALE, potem tudi možnost na spletni strani Andragoškega centra, Coursera, skratka, lahko bi rekli, da je nešteto možnosti zdaj, da se človek izobražuje tudi digitalno. In ob tej priliki priporočam en krasen film režisera Andrewa Morsija, Slonokoščeni stolp. Irony Tower govori o problemih ameriškega izobraževalnega sistema s poudarkom na neznosni obremenitvi mladih zaradi velikih šolnin, ki jih pravzaprav obremenjujejo celo življenje. In celo takšni krasni primeri, kot so recimo Cooper Union, to je ena od zelo imenitnih univerz še iz časa Abrahama Lincolna v New Yorku, so klonili kapitalističnim zahtevam. Izkazalo se je pred letom 2014, da je ta univerza pridelala približno $200 milijonov dolga. Študentje so se uprli, zlasti ko so ugotovili, da ima univerza kljub težavam še vedno nekaj zaposlenih, ki imajo mastne dohodke, recimo rektorjeva plača je znašala približno $800,000 ameriških letno. To je najmanj 3-krat več, kot ima ameriški predsednik. Pa si jo ni dal zmanjšati, potem so študentje zavzeli rektorat, ga okupirali več mesecev, to vse lepo prikaže ta film, ampak delovalo je, da so uspeli, pa niso. Od leta 2014 ima tudi ta univerza naprej šolnine. Res, da ima cel kup štipendij in drugih možnosti za motiviranje, ampak šolnine so. No, ampak tisto, kar ta film tudi prikazuje, je naraščanje internetnega digitalnega izobraževanja kot recimo ena od alternativ plačevanju šolanja. No in ugotovili so, da je to vse bolj popularno. Nekateri profesori iz slavne univerze Stanford so dejansko dali odpoved in se ukvarjajo samo še s tem. Recimo Coursera, Future Learn je bila ustanovljena z njihove strani, ampak potem so pa naredili ankete, kako uspešni so te študente in so ugotovili, da zelo slabo. Torej, dosegali so 25-30% rezultate v primerjavi z drugimi kolegi in poznavalci so se dokopali do spoznanja, ki je pa po moje zelo logično, namreč ne gre brez pristnega človeškega stika. Človeški stik v živo, ne zopet po internetu, po raznovrstnih aplikacijah, ki nam omogočajo tako imenovano živo javljanje, Skype recimo, ne, to ni to. To ni to, kar mi ta trenutek doživljamo. Zato je treba seveda tudi ta način imeti z določeno dozo previdnosti. Drugo je psihofizičnost. Skoraj da ponaredel pregovor je mens sana in corpore sano, zdrav duh v zdravem telesu, še iz časa antičnega Juvinala, ampak problem je, da se preveč ukvarjamo z športnim, lepotnim delom tega izreka, zdrav duh, corpore sano, zdravo telo, kaj pa je za mens sana, za zdravim umom, z duhovnostjo, z samorefleksijo. Na tem mestu izpostavljam valdorfsko pedagogiko, ki mi je še posebej blizu zaradi vsestranskega celovitega pristopa, ampak našteli bi lahko seveda še mnoge druge primere, ki so nekaj, kar bi recimo lahko pomenilo en korak naprej. Naprimer, Jules Evans je pred parimi leti napisal knjigo, ki žal še ni bila prevedena, naslov pa je Philosophy for Life and Other Dangerous Situations. In opisuje na svojem primeru, seveda ne pretirano subjektivno, kako je s pomočjo svojega mentorja filozofijo vključil v tako imenovano
kognitivno-vedensko terapijo in se pozdravil mnogih psihoz in drugih tegob, ki so ga pestile. Pa bo človek rekel, ja kako, zakaj? Ampak potem, če se spomnimo, recimo samo, lahko bi rekli skoraj da večne svete trojice, Sokrata, Platona, Aristotela, lahko gotovimo, da je to tisto, kar bi lahko pisali kot najboljše humane terme in zanimivo, ne? Kratice teh velikanov dejansko pomenijo spa. Vem, da nič ne vem. Imam možnost sebe spoznati, sebe spremeniti in potem drugače delovati. Platon govori o kardinalnih vrlinah, kot so recimo pravičnost, poštenje, pogum in tako naprej. In še bi lahko naštevali. Stoiki učijo, da moramo sami vedeti, da na določene okoliščine nimamo vpliva. S tistimi se ni smiselno ukvarjati. Ukvarjati se je pa smiselno s tistim, kar lahko pri sebi spremenimo, pri svoji percepciji. In vsi ti New Age-ovski napotki, recimo zakon privlačnosti in tako naprej, izhajajo iz tega oziroma tudi iz kvantne fizike. Zelo preprosto rečeno, če na vas tale trenutek miselno in misel je energija, delujem recimo z neko prijazno silo 20 kilogramov, bo najverjetneje po zakonu akcija tudi vaša sila name takšna. Zelo, zelo pomembno in mislim, da je velika žalost, da smo na nivoju klasičnih gimnazij oziroma na srednješolskem nivoju izgubili tovrstno izobraževanje. Recimo v zadnji sobotni prilogi, če se ne motim, znani humanist in tudi pravnik profesor Boštjan Zupančič piše o tem, kako velik vpliv je imela latinščina zaradi vsesplošne razgledanosti in tudi načina mišljenja. Kako je škoda, da so pravzaprav tudi latinščino kot tako imenovani mrtvi jezik pregnali iz vseh, več ali manj iz vseh institucij. No, tu je etičnost, ki je osrednji del mojega razmišljanja in bi vas vrnil nazaj v tule sredino. Ne vem, če veste, kaj je ta kamen, torej nič nemoralnega ne prikazuje, kaže pa na začetek vsega človeškega znanja, pisave, morale, etike. Namreč na znameniti plodni polmesec od Egipta proti vzhodu, vse do današnjega Iraka, Irana, tudi Sirije, med rekama Evfrat in Tigris, Mezopotamijo, kjer so nastali tudi prvi zapisi kodifikacije prava. Več kot 4000 let nazaj. Recimo v 21. stoletju pred Kristusom Urnamijev zakonik, pa potem malce kasneje Lipit Ištarjev. Ta, ki je pa tule, je pa Hamurabijev iz 17. stoletja pred našim štetjem. In zakaj ga navajam? Namreč tudi v tem zakoniku najdemo zametke človeške skrbi do sočloveka, pietete, izrecno je zapisano načelo spoštovanja pogodb, obljub, zametki, moje področje, pomorskega prava, zavarovanja. Spomnim se recimo na 23. pravilo, ki pravi približno takole. Če je nekdo uropan in načelniku mesta, torej tedanjemu županu in božanstvu, no, seveda božanstvo je bil pa kar gospod Hamurabi sam, prijavi izgubljene predmete, mu bo mesto z božanstvom vred to povrnilo. Ja, danes tudi, če plačamo premijo in če imamo nekaj zavarovano, ni rečeno, da bomo to dobili nazaj. Tedaj pa kar tako. Ja, kaj to drugega kot idealna socialna država? V 17. stoletju pred našim štetjem, če vas zanima podrobneje, s predpostavko, da znate brati klinopis, vas vabim, da greste v Pariz, čeprav ni najbolj idealen čas za to, v Louvre, kjer si lahko Hamurabijev zakonik ogledate.
To mezopotamsko pravo se je kasneje z idejo naravnega prava in grško-rimskim izročilom še naprej razvijalo do sodobnosti. Zgoraj levo je kip nekoga, ki verjetno ne veste, kdo je, lahko bi bil tudi Aristotel ali kakšen od filozofov. Gre pa za znamenitega klasičnega pravnika Ulpijana iz časa začetka 3. stoletja, že našega štetja ali po Kristusu, ki je imel to smolo, da je bil svetovalec zloglasnega cesarja Karakale, ki ga je dal potem tudi usmrtiti, ampak za moje pojme je Ulpijan izrekel stavek, v katerem je povedano vse. Rekel je: Juris precepta sunt hec, honeste vivere, alterum non ledere, sum cuique tribuere. No, hvala Bogu sem speljal do konca, zdaj vi ste, da znam se na pamet učiti latinske izreke, ne? Ampak pomeni pa tako. 3 pravna načela so: pošteno živeti, nikomur škodovati in vsakomur priznati tisto, kar mu gre, torej njegove pravice. Prav celotna etika, svetovni etos je zajet v tem stavku, s čimer bi se zagotovo strinjal legendarni profesor Hans Künk, spodaj pod Ulpijanom, ki je oče projekta Weltetos oziroma svetovni etos. Namreč profesor Kunk je že 25-30 let nazaj začel raziskovati, katere so tiste vrednote, ki so skupne vsem verujočim, ne glede na religijo, hinduisti, budisti, katoliki, potem protestanti, muslimani in tako naprej. In tudi ateistom in drugim filozofskim političnim naukom, in je prišel do naslednjega spoznanja, da je to zagotovo načelo človečnosti ali človeškosti, potem zlato pravilo: nikoli ne stori drugemu tistega, kar ne želiš, da on stori tebi, ali pa pozitivno oblikovano, vedno stori drugemu tisto, kar si on želi, da bi storil. Potem recimo resnicoljubnost, pravičnost in partnerski odnos med moškim in žensko. Ta svetovni etos, ki se krepi in kipi in tudi na našem prostoru nekako zadnja leta uspeva v gibanju Svetovni etos Slovenija, je povsem identičen tistemu, kar zagovarja Dalaj Lama. Če gremo zdaj goraj v desni kot, namreč njegova doktrina Kunlonga sočutja je to, kar govori svetovni etos. Popolnoma za identične vrednote gre. Ampak dokaz, da to vse skupaj ni izmišljeno, pa predstavljajo tisti, ki so narisani oziroma naslikani spodaj. Pod Hammurabijevim zakonikom je moralni psiholog Jonathan Haidt. Pri nam sta išli 2 knjigi, če se ne motim, Hipoteza o sreči in pa Pravičniški Haidt je dokazal, da so nekatere vrednote celo prirojene oziroma genske, in sicer skrb za sočloveka. Vem, da nam to danes deluje popolnoma nepredstavljivo, ampak skrb za sočloveka. Potem poštenje, pravičnost, vrednota svobode, lojalnost, spoštovanje avtoritete in pa tudi svetost. Ampak svetost zopet ne striktno v religioznem pomenu besede, ampak čislanje lepote, tistega, kar je čisto, kar je samo po sebi dobro. No in ne bom se spuščal zdaj v to, da celo zagovarja, da so nekatere vrednote, naprimer, bolj imanentne levemu delu politično opredeljenega prebivalstva, druge pa desnemu, ampak tudi to razmišljanje je zanimivo, ampak povsem v skladu še z 2 psihologoma. Na desno, v desnem kotu spodaj, je Dan Ariely, ki govori o vzrokih nepoštenja, gliha v kup štriha. Zanimivo, da to bolj deluje pri slabonamernih ljudeh, pri zlikovcih, kot pri dobrih. Zakaj ne bi tudi pri nas gliha v kup štrihala, in hvala Bogu, današnji posvet je dokaz za to. Ampak tisto, kar se mi zdi pa še posebej pomembno, so pa njegovi recepti. On dokazuje, znanstveno dokazuje, da izboljšajo obnašanje oziroma zmanjšujejo nepošteno ravnanje tudi tako imenovani moralni kodeksi.
etični kodeksi. In zadnjič nekaj v enem članku sem napisal v oklepaju, halo poslanci, ali je kdo doma? Sam sem se 4 leta trudil, da bi v parlamentu sprejeli etični kodeks, še danes ga nimajo. Rekoč, ja, se to ne bo nič pomagalo. Ni res, besede lahko premikajo gore, pa ne samo metaforično. In kaj za božjo voljo moti moje nekdanje kolege oziroma zdaj nove, če v takšnem kodeksu piše recimo, da mora poslanec spoštovati ugled Republike Slovenije, da mora spoštovati soposlance, da mora ravnati varčevalno in tako naprej in tako naprej. Na 2 straneh vse zapisano. Ne vem. No in končno, tisti, ki ima malce manj las, ki je pod Dalajlamo, to je pa Adam Grant, ki je ljudi razvrstil na jemalce, dajalce in, jaz sem to prevedel, matchers kot ujemalce. To je, dajalci so tisti, ki so altruisti, jemalci egoisti, matchers, ujemalci so pa tisti, ki so preračunljivi. In v svoji knjigi dokazuje, da imajo dajalci pravzaprav tudi nekaj egoističnega v sebi, kajti če daješ, imaš nekaj od tega. Oziroma, kot bi lahko rekli po domače, dobro se in pošteno se na dolgi rok vedno izplača. No in da ne bodo samo moški, tole sem moral naslikati kar nekaj dam, od mati Tereze, pa naše Zvonke, Vlaste Nussdorfer, Naomi Klein spodaj in zgoraj, veste, kdo je pa zgoraj, desno v kotu? John Baez. Namreč želel sem tudi na umetniški način pokazati, kako se pozitivna energija širi. Evo, danes je krasen dokaz, več kot 300, če se ne motim, koliko že dam, ne? No in upam, da se bo spremenilo tisto, kar je Newsweek ugotavljal leto 2011, namreč ugotavljal je statistično, kakšen je delež dejanske angažiranosti ženskega spola v družbi, od izobraževanja, gospodarstva, politike in tako naprej. A veste, katera država je bila na prvem mestu? Islandija, zanimivo. Islandija, ki meni tako na prvi pogled deluje malce robato, mačoistično, ribe lovijo in tako, ne? Švedska, Kanada. Edina med 12 od evropskih, pa recimo mediteranskih držav, kjer ne bi bil ta mačoizem bolj izrazit, je recimo Francija na 12. mestu, šele potem po 20. mestu druge. Nekje sem bral pred kratkim, da je Slovenija malce napredovala, kar se tega tiče. Jaz upam, da bodo v statistiki upoštevali tudi današnji posvet. Potem je pestra združenost. Pestro združenost bi lahko opisali z nesojenim sloganom Evropske ustave, kot veste, jo nimamo, združeni v raznolikosti, in bi tu izpostavil 4 prvine. Medkulturni dialog, medgeneracijsko povezanost, enakovredno partnerstvo in pa skrb za ljudi s posebnimi potrebami. Medkulturni dialog pravzaprav fantastično funkcionira ravno v moji občini, čeprav sem priženjen Pirančan, ampak če pogledamo Piran, je uradno dvojezični. Imamo župana, ki je temnopolt in je bil rojen v Gani, je sedež Evrosredozemske univerze, ena fakulteta, edina dislocirana je moja fakulteta Univerze v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet, in imamo zelo pomembno fakulteto Univerza na Primorskem. Kaj je drugega kot dober začetek za medkulturni dialog? Medgeneracijska povezanost. Danes je silno moderno opevati mlade, svet stoji na mladih in tako naprej, a hkrati paradoksalno te mladi nimajo nobenih dobrih izgledov za zaposlitev, odhajajo in bežijo v tujino. In jaz se sprašujem, kaj bomo pa naredili z malce starejšimi ali že ostarelimi oziroma z ljudmi 3. življenjskega obdobja. Če imamo slabo banko, dajmo ustanoviti pa še slabo državo, pa bomo te ljudi dali v slabo državo. Kaj ne bi šlo lažje, da bi dedki, babice, nonoti in nonoti poskušali poganjati ta svet na osi mladih? Skratka, se mi zdi, da je ta medgeneracijska povezanost zelo, zelo pomembna.
enakovredno partnerstvo med moškim in žensko in na tem mestu bom provokativno dejal naslednje. Veste, mene vedno zjezi, ko slišim za kakšen poklic, da je feminiziran. Morda tudi moški v tem poklicu to slišite ali pa celo govorite, bohovari. Mene ne skrbijo te podatki ali pa feminizirani moški. Hvala Bogu, Dalaj Lama je sam rekel, da je zelo feminističen. Mene skrbijo poženščeni moški. To je tisti problem. Profesor Zupančič bi jim rekel, da so prededipalci, ne bom se spuščal na to področje, ampak nič ne pomaga, če si v skladu z trendi recimo enomesečni bradač, ker to je menda dobro za prostato in tako naprej. Ne? To nič ne pomaga. Obnašajte se moško in če se obnašate resnično moško, boste seveda v sebi razvijali tudi ženski princip. Brez tega ne gre. Na zdravje želim. Ja, tudi to je etika, ne? In zdravja nam teh dneh še posebej primanjkuje. No in potem je tu še skrb za posebnimi potrebami. Zadnjič nekje, mislim, da v Zari, naslednici Jane, sem prebral, da je treba govoriti o inkluziji namesto integraciji. Ne? Integracija očitno je vedno znova samo ena floskula, da se okolje delno prilagodi tistim, ki imajo posebne potrebe. Inkluzija pa pomeni, da dejansko jim je omogočeno tisto, kar bi moralo biti omogočeno. O interdisciplinarnosti bi rekel samo to, da nam manjka polihistorjev, ljudi, ki bodo videli gozd, ne samo posamezno drevje. In žal imam sam občutek, recimo, ko hodim na razne pravniške prireditve, da smo tako kot skupina ljudi, ki stopica v krogu, lahko bi rekli v duhu nekdanje Jugoslavije, da plešemo kolo, se zadovoljno drug drugega trapljamo po plečih, ko gremo pa narazen, seveda pa kar pokamo od zavisti, škodoželjnosti, nagajivosti in tako naprej. Če imamo ljudi z različnih disciplin, kot recimo danes, je že manjša nevarnost, da se bo to dogodilo. Zopet lahko govorim iz svojih izkušenj, sem pravnik ali pa predstojnik pravne katedre na tehnični fakulteti. In seveda, najhujši sovražnik meni je pravzaprav jaz, sam sebi, ker včasih se tudi sam s sabo ne strinjam. Ne? Ampak drugi pa ne, ker imajo svoje vrtičke za pridelovati. No in mnogo glav več ve in manjka nam tistega bolj kreativnega razmišljanja, ki tudi vre iz timskega dela, zdaj se popularno reče out of the box thinking, lahko bi rekli ustvarjalno razmišljanje, ali pa to, kar Edward de Bono, malteški strokovnjak, že vrsto let piše in govori, namreč namesto linearnega lateralno razmišljanje. Ne nazadnje, recimo, je ves humor iz tega sestavljen, da se zadeve pač odvijajo tako, kot človek ne pričakuje. Mimo grede, a veste, recimo, da dokažem to trditev, zakaj ameriški, kalifornijski zdravniki ne uporabljajo za poskuse več podgan, ampak pravnike. Oziroma, ko oni rečejo lawyers, imajo v mislih bolj odvetnike, ne? Zdaj ni nobenega odvetnika tukaj, da bi mi zameril. Zaradi dveh razlogov. Prvič, ker se človek s časoma tudi na podgano naveže, in drugič, določenih reči niti podgane ne bi delale. Vidite, lateralno razmišljanje. Ne? Tisti, ki se ni smejil, ima resne probleme z lateralnim mišljenjem. No in na koncu prirodnost, tu bi rekel samo tako, vedno govorimo nazaj k naravi. Ne, naprej k naravi. Opozarja recimo dr. Komat in tako naprej. V naravi je vse. In zanimivo je to, da narava ni darvinjak. Bistveno več simbioze je v naravi, kot si to predstavljamo. Ta humani darvinizem smo si mi izmislili, ne pa narava. In zato, da sklenem, je rešitev res v dometju in zlitju, je v zavedanju, da je sleherni od nas samo droben valček v oceanu, z vso svojo osebnostjo, slanostjo, toploto, ampak vendarle del širokega oceana. Platon je rekel, da če nekaj ljubimo, ne moremo ljubiti samo delno. Ljubimo celoto. Tudi filozofi si prizadevajo ali prizadevamo, da bi razumeli
celotno modrost, ne samo delček tega. Pa smo spet pri interdisciplinarnosti, pa pri internacionalnosti. Srečko Kosovel je krasno napisal, da je človek poslanec celote. Če čuti, da mora ukrepati, naj ukrepa v imenu celote. In zatorej zopet Pavček, mimogrede, meni v prid, je bil tudi pravnik, je rekel, treba je mnogo preprostih besed, kot kruh, ljubezen, dobrota, da ne bi slepi v temi na križpotih zašli z pravega pota. In preproste besede so tudi vzgoja, izobraževanje, odrasli in pogovarjanje, ta človeški stik. In o pogovarjanju pa je zopet krasno pesmico napisal Andrej Rozman Roza, naslov je dal Nekaj ti moram povedati, zadnja kitica gre pa takole. Pogovarjanje je bližina in toplina. S pogovarjanjem smo družina in skupina. S pogovarjanjem se človek s človekom prepleta, s pogovarjanjem smo skupina tudi izven interneta. Najlepša hvala za vašo pozornost.